Pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci oddaji Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z Evo Hadalin, ki je coachinja za ambiciozne ženske. Eva, zakaj zunanja strategija ni dovolj za dolgoročni uspeh? Zato, ker ti imaš lahko najboljšo strategijo na svetu, ampak če je globoko v tebi neko prepričanje, da nisi dovolj dobra, da si nečesa ne zaslužiš, da nisi sposobna, nečesa ne boš prišla daleč, oziroma bo tako, težko bo. Zatikalo se bo. Ja, zatikalo se bo. In zato je tako pomembno, da ozavestimo stvari, ki so na noter, da lahko bolj lahkotno stopimo naprej in dejansko ostanemo dosledne, ko se nečesa lotimo. O tem in še več se bova pogovarjali v oddaji Pristna ženska. Prisluhnite, kako lahko zunanji uspeh in notranjo povezanost vas pripelje do globoke notranje samorealizacije. Se vidimo v oddaji Pristna ženska. Glejte nas. Drage gledalke in cenjeni gledalci, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Pristna ženska, v kateri spoznavamo navdihujoče zgodbe žensk, ki zaupajo vase, pristno izražajo sebe in sledijo temu, kar jih globoko izpolnjuje. Odkrivamo, kako svojo edinstvenostjo, intuicijo in pogumom ustvarjajo življenje, ki je v skladu z resnico njihovega srca ter prinaša dodano vrednost tudi drugim. Danes z menoj sedi izjemna ženska, ki uteleša prehod iz zunanjega uspeha v notranjo izpolnjenost. Eva Hadalin. Eva je certificirana coachinja, ki pomaga ambicioznim ženskam, da se osvobodijo občutka uspeha na papirju in stopijo v podjetniško pot, ki je usklajena z njihovimi vrednotami, strastjo in dušo. Skozi delavnice in individualno delo podpira ženske, da odkrijejo svojo pristno moč, prepoznajo omejujoče vzorce in ustvarijo življenje, ki jim resnično pripada. Njena zgodba je zgodba o pogumu, o tem, kako zaupati sebi, stopiti iz okvirjev, pričakovanj v resničnost, ki diha s tabo. Res sem vesela, da je danes Eva z menoj, zato srčno dobrodošla. Hvala lepa za povabilo. Z veseljem, Eva. Eva, tvoja zgodba je zgodba o preobrazbi. Kdaj si začutila, da ta zunanji uspeh zate več ni dovolj? Hvala za vprašanje. Se mi zdi, da sem jaz vedno želela ustvariti nekaj svojega, tudi moja starša sta podjetnika, tako da sem v tem tudi odraščala. Ampak se mi zdi, da je bilo obdobje v Berlinu, ko sem živela pa delala v Berlinu, zame še posebej težko in takrat, ko sem bila v svoji sanjski službi, ko se je izkazala za zelo toksično okolje, sem res videla, da sem jaz taka mora nekaj spremeniti, da se ne vidim v tem, da do konca življenja sledim sanjam pa urnikom nekoga drugega, pa da do konca življenja delam v nekem sistemu oziroma da delam nekaj, kar meni sploh ni toliko všeč. In takrat sem se odločila pač narediti nekaj, stopiti na svojo pot in pač reči koncu temu, kar mi ni več služilo. Je bil ta prelomni trenutek v nekem izzivu ali je to bil proces, ko si rekla, umaknem pričakovanja družbe in želim iti po poti, ki je v stiku z menoj? Mogoče kombinacija obojega, ker jaz sem imela ogromen tega pritiska. Uspet. Ja, da uspem, pa mogoče sploh pač po faksu kot mlada ženska sem res cenila to finančno neodvisnost. Želela sem nekaj ustvariti, pa res sem cenila dosežke. In takrat je bilo zame ful wow, oziroma za moj ego je bilo ful wow, da sem dobila službo v tujini kot vodja v enem veganskem bistroju. Je bilo pač res je bilo lepo. Tako da je bila kombinacija. Pač, ko sem videla, da to ni to, ko sem videla, da je toksično, sem nekaj časa vztrajala. Vztrajala sem, ker sem vseeno mislila, ok, bom probala jaz to zdaj izpeljati. In se mi zdi, da sem bila mogoče tudi naučena, da če nekaj začneš, moraš tudi to dokončati. Čeprav mogoče sploh ni dobro zate. Tako da kombinacija tega je bila, dokler ni bilo preveč, oziroma dokler mi moj telo ni povedal, da je zdaj dost, ker sem se počutila anksiozno, imela sem panične napade, nisem marala ostajati in kar je bilo najhuje, nisem videla poti ven. In v tistem trenutku, prav spomnim se ene noči, poletne noči v Berlinu, na balkonu sem bila, celo par zvezd se je videla, ker ponovadi jih ne vidim.
In sem si mislila, pač, kaj jaz delam. In potem sem ugotovila, da sem jaz tista, ki lahko nekaj spremeni. Samo jaz sem tista, ki lahko nekaj spremeni. Takrat sem se odločila dati odpoved, zapustiti Berlin, ki je takrat predstavljal moj drugi dom, in se preselila nazaj v Slovenijo. Je kar velik korak to bil, ampak omenila si to vztrajnost. Vztrajnost je res super vrlina in prav je, da ne opustimo neke izbrane poti kar takoj ob prvem izzivu. Nevarno pa je, če vztrajamo predolgo, ker vztrajnost na napačni poti je vedno slepa ulica, kar ti je dejansko tudi telo pokazalo. Kako je potem izgledal ta tvoj proces preobrazbe, notranje, čustveno, mentalno? Ti si se še morala preseliti nazaj v Slovenijo. Najprej v bistvu sem videla vse to kot en velik korak nazaj. Tako res ni bila lahka odločitev. Ker sem tudi imela občutek, da bom razočarala ljudi okoli sebe, razočarala bom sebe v svoj napredek, gre zdaj kar nekam stran, kar ni res. No, ampak doma sem si pa res vzela čas, da jaz najdem nekaj, kar mene veseli, nekaj, v čemer sem iskreno dobra, pa nekaj, kar mi bo omogočalo živeti tak lifestyle, kakor si ga jaz želim živeti. In tako sem zelo odkrila sem coaching. Nisem vedela niti, kaj to pomeni, ampak odkrila sem coaching in se začela izobraževati. Začela sem to deliti in se mi zdi, da spremembe nasploh so neudobne. Pač sprememba sama po sebi je nekaj novega, nekaj nepoznanega, nekaj neudobnega in se izogibamo spremembam. Tako da že samo po sebi ni udobno, pa sploh, ko se začneš ukvarjati sam s sabo, pa spoznavati sebe, pride na površje vse možne stvari. Tako da na začetku imam tako, malo šok. Ampak pol pa v bistvu ne skozi teorijo, ampak skozi prakso začneš stvari predelovati. Pa vidiš, da občutki ne rabijo biti negativni ali pa pozitivni, pa tudi ne rabijo vedno biti tako prisotni močno, ko se izogibamo žalosti, pa se izogibamo razočaranja, pa vseh teh težjih občutkov, ampak enkrat, ko se pa soočaš z njimi, pa ko jih sprejmeš, vidiš, da minejo, da rabijo svoj prostor, ampak da minejo. Tako da ne vem, če sem odgovorila na tvoje vprašanje. Dejansko opisuješ cel svoj proces. Zanima pa me tudi, kaj si se skozi ta proces naučila o sebi, ker si omenila, da se vsebine dvigujejo, da se čustva prikazujejo, intenzivna čustva so pogosto prisotna, ravno ta občutek korak nazaj. Dejansko ni korak nazaj, ampak je korak naprej po neki drugi spirali, ki je sploh nismo najprej imeli v mislih. Ampak vedno se na tej poti, ko se mi premikamo skozi cikle življenja, nekaj naučimo o sebi. Kaj si se ti? To je res. Naučila sem se mogoče, da ne rabimo verjeti, oziroma jaz ne rabim verjeti vsaki misli, ki pride na površje. Kdaj pride na površje dvomi, pa strahovi, ki ti pravijo, to se ne bo zgodilo, ali pa nisi dosti dobra. Pač ne rabimo temu verjeti. Zakaj? Naučila sem se mogoče tudi, da to se smešno sliši, ampak da nisem nič posebenega. Ne v negativnem, ne v pozitivnem smislu, ampak bolj tako, pač navaden človek sem, nič posebenega in čist, kakor kdorkoli drug, sem tudi jaz sposobna si ustvariti tako življenje, kakor si ga jaz želim. Nič ni narobe z mano, noben ne bo šel naprej, pa bom jaz v zadnji ostala. Mogoče to dvoje, pa tudi, da naučila sem se tudi, da pogum ni odsotnost strahu. Zelo pomembno. Ja. Ampak tudi zdajle, na primer, tole je zelo izven moje cone udobja in sem pač, zdajle mi je kul, ampak prej sem bila pa živčna. To je normalno. Ja, ampak to ne pomeni, da nisem pogumna. Oziroma, pogumna sem, ker sem se lotila, čeprav mi je neudobno. In to je pogum. In dejansko tudi Winston Churchill je imel en zelo močen rek. Pogum je tista lastnost, ki je podlaga za vse ostale. Ker če si ti pogumen in greš iz cone udobja, raste tudi vse ostale lastnosti, ker brez poguma ne stopiš nikamor. Ja, res je. To cona udobja, to si dobro rekla. Ja, ker greš iz cone udobja. Super, da si sprejela ta izziv. Ja, hvala. Če primerjaš Evo zdaj in Evo iz Berlina ali pa pred Berlinom, kakšne so ključne razlike? Dobro vprašanje. Definitivno odnos, ki ga imam do sebe, koliko se cenim, koliko se spoštujem, tudi koliko si zaupam. Eva
par let nazaj, oziroma Eva v Berlinu, čeprav mogoče navzven, saj sem sprejemala pogumne odločitve, ampak vseeno nisem bila toliko v ravnovesju, nisem si toliko zaupala, nisem toliko verjela vase, tako da to bi jaz rekla, da je največja razlika. To je zdaj notranja razlika, ampak itak vse se začne pač znotraj nas, a ne? To verjamem, da je glavna tematika tudi pač... Pristne ženske, tako je, brez notranjega stebra ni pristnosti. Tako da to je glavna notranja sprememba. Pa se pa itak vse toliko lepo navzven pač izraža. Takrat sem se počutila ujeto v nečemu, v neki službi, pa v nekem sistemu, ki ni bilo to, in sem se bala, da bo tako do konca življenja. Zdaj pa vidim, da ne bo tako. In že zdaj sem ustvarjala nekaj ful lepega in delam z neverjetnimi puncami in vidim, da se da in karkoli si bom zadala v prihodnosti, vem, da se bo zgodilo. Pač slej ko prej, postopoma, brez pritiska se bo zgodilo. In s pogumnim korakom naprej, iz cone udobja. Ja. Točno tako. Bova nadaljevali po kratkem odmoru, sva čez nekaj trenutkov nazaj. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri danes klepetam z Evo Hadalin. Eva, kako bi opisala svoje poslanstvo? Svoje poslanstvo bi opisala tako, da želim pomagati ženskam, da ustvarijo nek spoštljiv, varen, topel odnos same do sebe, zato da lahko pol se lotijo česarkoli si želijo. In velikrat, sploh zdaj, čeprav se mi zdi, da poslanstvo se lahko spreminja, ampak sploh zdaj sem v taki fazi, ko želim pomagati ženskam, oziroma ko pomagam ženskam stopati na svojo poslovno pot. Imajo idejo, želijo nekaj več, želijo ustvariti nekaj svojega in to jim pomagam narediti skozi to notranje delo, odnos do sebe. Tako. Kaj najbolj pogosto slišiš od žensk, ki prihajajo k tebi? Kaj jih teži, kaj jih omejuje? Ogromenkrat se počutijo ujeto v službi, v sistemu, v urniku, ki jim ne ustreza. Počutijo se, da ne izkoriščajo svojih potencialov. Nimajo pojma, kje začeti. Vejo, kakšne vejo, kaj bi rade, kakšnim se niti sanja ne, ampak v vsakem primeru ne vejo, kaj narediti, kje začeti, kako se tega lotiti, s kom se to lotiti. Tako da tukaj pol začnemo skupaj. In kako jim pomagaš priti spet v stik z to notranjo močjo, brez katere ni koraka naprej? Torej, ta notranja moč nam pomaga narediti prave pogumne korake v pravo smer. Rada kombiniram strategijo z delom na sebi, a nekaj tak strategijo rabiš. Pač veš, da imaš cilj, rabiš vedeti korake od A do B, da boš ti prišla do tega cilja. To je logično. To je strategija. To je strategija. Ampak vseeno ljudje delujemo cirka 95% na podzavestni ravni, kar pomeni, da večino naših odločitev se mi sploh ne zavedamo, in to ni vedno dobro. Ker če v tebi obstaja neko podzavestno prepričanje, da nisi vredna, da nisi sposobna, da si ne zaslužiš, dosež svojega cilja, ti najboljša strategija na svetu ne bo pomagala. Tako da moje delo je res glede ozaveščanja teh podzavestnih stvari. In to se lahko lotimo na različne načine. Imamo telo, imamo podzavest, imamo imamo čustva. In v bistvu moja naloga je, da ti pomagam ozavestiti stvari, ki so navznoter, ki te bremzajo, omejujoča prepričanja, nasprotujoče si želje, vzorce, ki jih delaš, pa se sploh ne zavedaš, zakaj delaš, torej iz kje te stvari izhajajo. In da pol vidiš, da kot odrasla oseba, kot odrasla ženska, imaš moč se odločati drugače, imaš moč spremeniti te vzorce, na pač specifične načine, imam pač svoja orodja. In pol prek tega se strategija poklopi in rata zelo bolj lahkotna. Kako se potem spremeni ta poslovna pot, ko ženska ozavesti notranje omejitve, ki so jo prej držale nazaj? Ja, dejansko se loti stvari, ki se prej sploh pomislila, da bi na njih. In ostane dosledna, ne ujame se toliko v primerjanju z drugimi ženskami oziroma s komerkoli drugim, ali pa v perfekcionizmu, ampak
pač doslednost, akcija, gremo, da se, ne na tak fake, površinski način, ampak tako pač, ja, v redu sem. Ja, da veš, v bistvu, da se ženska zaveda, da bo v redu, da je varna, da je vse kul, ne glede na to, kaj se zgodi, ne glede na izvid nekega dejanja, nečesa. Torej, nenavezanost na zunanji uspeh, ampak najprej notranja stabilnost in iz tega ven gradiš svojo pot. Ja, tudi če ti nekaj ne rata, ker ne bo ti vedno ratalo, pač ne bo vse uspešno. In tudi, ko ti ne rata, veš, da si ok. In v bistvu je po mojem večji čar, oziroma več se naučimo, pa več rastemo takrat, ko nam nekaj ne rata, ker takrat moramo biti mi sami s sabo in takrat se res pokaže, kakšni smo do sebe, kakšen odnos imamo. Ta notranja stabilnost se takrat pokaže, ko sam sebi držiš prostor varnosti, sprijetosti, razumljenosti. To je ta občutek varnosti in miru, ki ga mi velikokrat vežemo na zunanje aspekte, moramo ga pa imeti v sebi, še zlasti, če smo na svoji poti. Kaj bi svetovala ženskam, ki sicer živijo zunanji uspeh, ampak ostajajo notranje prazne? Rekla bi, da nisi sama, da je vse kul, da se ogromno žensko počuti, pa da je pač nič narobe s tem. Začela bi pa v bistvu z vprašanjem, kaj si ti želiš? Ne tvoj partner, ne tvoji sodelavci, niti ne Instagram ali pa starši ali pa kdorkoli, ampak kaj si ti želiš. Torej, povabila bi ženske, ki se počutijo prazno, bi povabila, da se začnejo pisati o tem, da začnejo pisati o svoji viziji, o svojih željah, o svojem popolnem dnevu, brez filtra, brez česarkoli. Če pa že vejo, oziroma če že ve ženska, kaj približno bi rada, se pa vpraši, kdo je različica tebe, ki to že živi. Kakšne odločitve ta oseba sprejema, kako razmišlja, kako se počuti. In pol boš začela videti spremembo med to verzijo tebe, ki že ima cilj, pa med trenutno verzijo tebe. In tukaj je ta gap, ta razlika. In ta gap je v bistvu naša priložnost, da ga mi zaflikamo. Naša naloga je, da ga zapolnimo. In tukaj je priložnost za osebnostno rast, oziroma za mindset work, da poslušamo svoje telo, da stopimo stik s sabo, sami s sabo. In v svojo pristno moč, da sledimo sebi. Kaj se skriva potem takem za konceptom, ki mi je prav všeč, mi je ta izraz, uspeh na papirju? Najprej si mi zdaj malo smešen izraz, ker v angleščini je success on paper in se misliš ful bolj tako mislim, tako bolj uporabljeno je. Ampak uspeh na papirju je to, kar imaš ti po družbenih standardih, je vse super, je popolno. Pač, ne vem, položaj, ima status, plača. Karkoli, imaš ful dobro službo, imaš super družino, iskreno lepo družino, imaš doma še vse, ampak kljub temu to ni to, nekaj je off, nekaj pač je neka praznina in to ne pomeni, da nisi nehvaležna ali pa da je kaj narobe, ne rabiš se počutiti krivo, ampak je v bistvu nek del, ki ni izpopolnjen. In če si predstavljaš tista Maslova piramida potreb, v spodaj imaš te basic potrebe, hrana, pa zavetje, pa varnost. Potem pridejo odnosi, pa kariera, pa to, da nekaj ustvariš, da si ponosen, da nekaj dosežeš, pa varnost v odnosih, intimni, prijateljstva in tako. In na vrhu je ta self-actualization. Samorealizacija. Samorealizacija, ja. Ali pa samousmišljenost. Samousmišljenost. Da nekaj, ne da dosežeš, ampak da dodaš, da nekaj podeliš iz sebe. Da podeliš iz sebe, tako, da nekaj daš, da sebe daš, ta kreativnost. In ogromen žensk imajo kljukca, imajo lep dom, imajo uspešno kariero, nimajo pa pol tega ta zadnjega dela. In to jih pol malo matra, ne? Ja, teži. Kliče in starejši, ko jo postajaš, bolj to kliče. Ti pa jaz izkušen povem. Bolj ta zgodnji del kliče po tej samorealizaciji. No to, tukaj, ta gap med tem. Kaj te pri tvojem delu najbolj prižiga? Najbolj mi je všeč, ker se pogovarjam s kakšno punco, ki imam coaching session ali pa tako mogoče, če kdo deli na delavnici,
da deli v nekem mogoče koraku ali pa nečem težkem, nečem, ki prihaja, pa je tako, ne bi. In pol mi naslednjič pove, da je to naredila, da je dosegla in da je v bistvu bilo ful dober. In je ta nekako, kako se reče, ne ponos, ampak tako ta pomirjenost same sabo, da pač narediš nekaj, kar si rekla, da boš naredila, pa da narediš nekaj, kar je scary, da greš čez sebe, čez... Pa smo spet pri pogumu in stopanje iz cone obdobja. Ja, in to mi je ful lepo. Ali pa, ko se spustim v kakšen globok proces z žensko in si oprosti. Ali pa, ne vem, mi tečejo solze in je prvič v življenju nežna do sebe, pa se prvič v življenju začne zavedati svoje zunanje pa notranje lepote. To mi je ok, ja, zato to delam. Zato to delaš, ne? Naj dodam še k tej coni obdobja eno misel, v coni obdobja ne zraste nič novega. Nekaj časa nam je tam prav udobno, ker je udobno, ampak zraste pa nič novega in potem je pogum tisti, ki nas pelje skozi soočenje sam s sabo, premagovanje nekih omejujočih prepričanj in vzorcev, da potem dosežemo to samorealizacijo, ne? Pa tudi, če dodam temu, tudi na koncu, na začetku je udobno, kakor si rekla, ampak neha biti udobno, ker te nekaj mori in ni spet toliko udobno na koncu. Ni, v bistvu postane vedno manj udobno. Zato, ker evolucijski tok človeka, duše, naš razvoj pa kliče po novih izkušnjah, po rasti, po spremembi. Ampak človeški ego bi pa ostal tam, kjer je poznano, ne bi šel preko in tukaj se največkrat v bistvu zaustavimo. Se si tudi sama povedala, da ta omejujoča prepričanja in strah in zadržujejo ljudi, čeprav čutijo nezadovoljstvo, pa korak narediti pa je. In ti si najlepši primer, kako si to naredila, še celo iz Berlina si prišla nazaj. Bova nadaljevali po kratkem odmoru, počakajte z nami. Pozdravljeni nazaj v oddajo Pristna ženska, v kateri se danes pogovarjam z coachinjo za ambiciozne ženske Evo Hadalin. Eva, kaj zate pomeni biti pristna ženska, živeti v stiku s seboj? Da se upaš pokazati to, kar je, to, kar si, ne glede na odziv oziroma možen odziv nekoga drugega. In da se ne zatiraš, ne filtriraš, ampak da si taka, ki si, ne glede na to, boš sprejeta, kakšen bo odziv, ne glede na to, a se nekdo strinja s tabo, se ne strinja s tabo, pa kako te drugi vidijo. In meni je ful velika povezava torej pristna ženska je zame ženska, ki se sprejema. Ker se mi zdi, da ko se ti sprejmeš, nimaš več toliko potrebe potem, da te bodo drugi sprejeli in si lahko bolj ti si lahko. Pride svoboda, ne? Ja, svoboda. Pride svoboda. Imaš kakšne posebne prakse, rituale, trenutke, ki te vedno znova vračajo iz tega zunanjega sveta v notranji svet? Zelo tako preprosti so te moje prakse. Rada pišem, že od nekdaj, ful rada pišem. In si pač vzamem čas in zjutraj pišem, zvečer pišem, kadarkoli čutim to potrebo. Gibanje, se mi zdi, da je to velika, velika stvar. In to je tako foundations, to so temelji. In naprimer od sprehodov do akrojoge, do kakšnih takih stvari pa aktivnosti, nasploh aktivnosti v življenju, da pač živiš življenje, da ni vse delo na sebi, pa da ni vse biznis, pa da ni vse cilji. Ampak da je pač živiš svoje življenje in greš na trening, greš na sprehod, se dobiš s prijatelji, delaš karkoli se želiš delati in samo živiš svoje življenje. Tako da to je pol tisto, kar samo pa malo pač pozabiš, pa ne negativno to, kar se dogaja v biznisu ali pa karkoli, ampak da ni vse samo to, in da pozabiš na svoje napredke, pa tretje, ampak da samo uživaš v trenutku. To je sploh zelo pomembno za ženske, da znamo te nasprotja, ki so tudi del ženske energije, prepletati v harmonijo. To je moč in mehkoba. To, kar si naštela, so tvoji rituali, kako prepletaš moč in mehkobo med seboj? Ali vidiš še kakšen drugi aspekt, ki bi bil pomemben za naglasiti? Se mi zdi, da meni
moč pa mehkoba nista tako nasprotna pojma, ampak mi gresta ful lepo skupaj. Dopolnjujeta se, Zelo se lepo sta nasprotna, dopolnjuje. ampak Ja. harmonijo. Zelo lepo se dopolnjujeta, ker je veliko lažje, ne vem, veliko lažje je imeti neko masko ali pa se umakniti, pa zaščititi, kakor pa pokazati mehkobo ali pa ranljivost ali pa pač to, kar je res prisotno. In pač zato je potrebna moč. Jaz bi mogoče, mogoče neka, ne vem, v praktičnem primeru bi lahko zame v mojih očeh je to, da se umaknemo vase, ne na tak, ne vem, kakšen Sama način. sem, ampak da res postane samota kot en tempelj. Ja, kot tempelj, da ni vedno telefon, pa socialna omrežja, pa druženje, pa uno, pa tretje, pa skozi neki distraction. Zunanji držaji, ja. Ja, skozi neki zunaj nas, ampak da si lahko pač samo ti, sama s sabo in ali je to skozi meditacijo, ali je to skozi pisanje, ali je to skozi sprehode, ali karkoli, ne rabi biti fancy, ne rabi biti striktno, ampak sem, da se znamo umakniti, pa da znamo biti same s sabo in v tem je, to je in mehkoba in moč hkrati. Točno to. To sem hotela slišati. Ja. Zdaj pa, ker je bom rekla, tvoje poslanstvo je poslovna struktura. Brez sistema, strukture ne moreš zgraditi neke kariere, neke poslovne poti. Ampak torej moj vidik je, da moramo ženske nujno dodati modrost čutenja, intuicijo. Kako to ti prepletaš v svojem poslovnem življenju in kako to predaš potem tudi svojim mentorirankam naprej? Ja, to si lepo rekla in se mi zdi, da to je naša največja moč, da imamo intuicijo in ženske imamo res močno razvito intuicijo in to je wow, to je wow. Tako da tukaj, ja, bi rekla to, včasih sem se res izogibala strukture. Jaz sem mislila, da mi struktura odvzema svobodo. Zdaj sem ugotovila, da to ni res in da v bistvu boljšo strukturo, ki imam, oziroma več strukture, ki imam, ampak da je moja struktura, da meni ustreza, bolj svobodna sem. In skozi strukturo si lahko daš tudi ti prostor za kreativnost, intuicijo, spontanost. Ne rabi biti eno ali pa drugo, ampak je lahko, pač ženska si lahko stvari tako strukturo, ki bo njej sedla na kožo. Da jo bo podprla. Da jo bo podprla, da ji bo omogočala, da pride intuicija na površje. Ja, ker brez strukture, brez nekega sistema, ki ti dajo te temelje, tudi ustvarjalnost ne pride, ker čez samo ustvarjalnost, jaz to vedno primerjam z reko. Reka tudi potrebuje strugo, rabi obrežje, da lahko reka ustvarjalnosti teče. In ženska si mora poiskati tako strugo, take obrežje, ki ji to omogočajo. Zdaj pa karkoli to pač je. In brez intuicije potem tudi ta tok ne teče, ker potem spet samo gledaš, kaj se v zunanjem svetu dogaja, ne pa to, kar se v tvojem notranjem svetu poraja, zato da bi dal v svet. Ja, to si lepo rekla z reko. Ja, hvala, me veseli. Kaj te osrečuje v tvojem življenju? Osrečujejo me... Pisanje sigurno je že ena izmed teh tvojih dejavnikov, ki te osrečuje, ki tudi mene osrečuje. Ja. Odnosi, to se mi zdi, da je najpomembnejša stvar. Partnerski, družinski, prijateljski, kakršnikoli odnosi so ti pomembni. Meni je partnerski odnos ful pomemben in me res pač iskreno osrečuje. Preproste stvari, kakor so gibanje, ki greva s partnerjem na sprehod. Ja, na sprehod ali pa na akrojogo, pa narediva nekaj novega in se mnogo kako dober. Preproste stvari, ne? Preprostost, ja, pa v bistvu vedno bolj me osrečuje, ampak to je tako moja naloga, ta prisotnost. Ker v bistvu sploh ni toliko pomemben, kaj se dogaja, ampak ta prisotnost je a bo to dobra izkušnja, a bo slab, mislim, a bo pozitivna, ali bo pač taka bolj negativna. Ali pa mlačna. Ja, meni je ta, vedno bolj prepoznavam bogatstvo v preprostosti in v tej prisotnosti. In potem je sončni vzhod lahko najlepši trenutek tega dneva, ali pa sončni zahod, ali pa skodelica kave. To so res tisti preprosti trenutki, ki neverjetno obogatijo življenje. Če znamo to z prisotnostjo
doživeti. Opaziti, Ja. Kaj ti, Eva, danes pomeni uspeh? Po mojem bi se navezala na to, kar si v bistvu ti lihka rekla. In zame je uspeh danes pomirjenost. Včasih je bil, da sem nekaj dosegla navzven, neki dosežki, nekaj bolj oprijemljivega. Danes mi je pa res pomirjenost, da sem tako, da se počutim ne vem, čisto, pomirjeno, tako, da je aligned. Ja, da si poravnana sama s sabo, ne? Imaš mogoče kako posebno izkušnjo ali pa osebo, ki te vodi po tej tvoji poti, ki te navdihuje, za katerega si rečeš, ja, ta izkušnja me je preoblikovala v to in to, ali pa ta oseba me navdihuje, da bi recimo tudi več tega? Po mojem, moja mami. Ja. Mama je tako lahko najlepši vzor. Ja. Ker podpore imam jaz velika, ne, in tudi to bi tudi vsakmu priporočila, pač najdeš si nek krog, neko podporo, neko skupnost, ne, ker to te bo pol pripeljalo naprej. Ampak ja, zame je bila ta oseba vedno mami, pač, ko se pogovarjave, ko se odkrite stvari pogovarjave, težke, lepe, vse stvari. In ona je tista, ki je bila tako, ne vem, preden sem vodila svojo prvo delavnico, sem toliko časa, ja, pa ne, pa me je strah, pa ono, pa tretje, pa itak nobenega ne bo. Pa je bila ona tista, ki je rekla, Eva, postav datum, pa naprej. In sva z njo ustvarila strukturo in sem imela prvič to delavnico, pa to je bilo zdaj že nekaj let nazaj, ne. In ona je tista, ki me malo tako pušne. Super, ti daje v bistvu in življenjsko energijo in življenjsko modrost, da lahko ti svojo pot samozavestno gradiš naprej. In da bi se lahko še dolgo pogovarjale, ampak bi te prosila za eno zaključno misel, kaj bi želela sporočiti našim gledalkam in gledalcem, ki naj jo danes poslušajo in spremljajo. Rekla bi, da glede na to, da gledaš to oddajo, da si ozaveščena, da si pristna ženska. Verjamem, da kdorkoli gleda to oddajo, ima ogromno mero samozavedanja. In da če je nekaj, kar si želiš, če bi rada stopila na svojo pot, če bi rada ustvarila karkoli si želiš ustvariti, naredi to, začni s tem, kar imaš, samo začni, oziroma daj si priložnost. In to, kar sem že rekla prej, pros oziroma sprejmi podporo. Sprejmi podporo, pomoč, skupnost, karkoli in samo začni. Ja. Najlepša hvala, Eva, za to čudovito zaključno misel. Sem iskreno vesela, da si podelila svojo zgodbo, svoj svet, svoje modrosti pri mladih letih, že toliko veš, veliko tega, kar se moja generacija uči šele zdaj. In sem prepričana, da si marsikatero žensko nagovorila s tem in spodbudila, da si poišče tisti zadnji trikotnik do svoje polne, globoke samorealizacije. Ja. Hvala, Suzi, tebi za povabilo in sploh, da si ustvarila ta prostor, to oddajo in za vse stvari, ki si se jih lotila, pa ki se jih še boš lotila, ker tudi ti inspiriraš, navdihuješ ogromen žensk, vključno z mano. Najlepša hvala, Eva, za te besede, mi res veliko pomenijo. Hvala. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala, ker ste bili z nami tudi vi. Naj vas Evini nasveti spodbudijo, da iz notranje povezanosti ustvarite zunanji uspeh. Se vidimo v naslednji epizodi Pristne ženske.